V zadnjih 3 tednih, ko rubrike Glas ljudstva ni bilo na sporedu, smo prejeli ogromno vaših vprašanj, tako da bomo zdaj na hitro poskusili odgovoriti vsaj nekaterim. Torej, Klemen iz Grosuplja nas sprašuje, kam s 3 mladoletnimi otroki na dopust. Klemen, kamorkoli bo šel s 3 mladoletnimi otroki, to ne bo dopust, tako da lahko greš kamor hočeš. Duša pa nas sprašuje, zakaj je pred ženskim WC-jem vedno daljša vrsta kot pred moškim? Sam res, zakaj? Ja, verjetno zato, Tilen, ker gremo ženske rade v paru na WC in je pol gužva, ne? Aha. Zakaj pa hote v paru? Ja, da se imaš s kom za pogovarjati, ker je gužva. Aha, ja, logično. Ok, posebno težavo pa ima naš gledalec Benjamin, ki pravi takole. Jaz nimam pojma o politiki, poznam pa formulo. Ali imate koga, ki bi mi lahko razložil politiko s pomočjo Formule 1? Ker mi o Formuli 1 vemo približno toliko kot slovaški varnostniki o varovanju, se pravi med akcijo stojimo raje bolj zadaj, smo se raje vklopili v prenos dirke za Evropski parlament, ki jo komentirata Franci J. In Miran A. Na štartu pred začetkom uradne kampanje za evropske volitve se že zbirajo ekipe in se postavljajo v svoje štartne bokse. Pred nekaj dnevi pa so izvedli kvalifikacijsko žrebanje vrstnega reda kandidatnih list, v katerem sta pole position dobili ekipi Gibanja Svobode in SDS. Res zelo zanimiva situacija, kaj misliš, Franci? Ja, dejstvo je, Miran, da po začetni ravnini proga zavije ostro desno in tam bodo seveda imele določene ekipe prednost. Najprej SDS, pa seveda tudi SLS in NSI, ki bosta obe napadli iz 3. vrste. No, dobro, pred njimi pa v vrsti Vesna zelena stranka, ki verjetno resnejših možnosti za zmago nimajo. Vse so na stezi namesto v bolidu, na kolesih zraven pa ekipa Desusa in Dobre države, ekipi z veliko izkušnjami in malo možnostmi. Zanimiva pa je tudi 4. vrsta, v kateri sta Levica in Zeleni Slovenije. Ja, res je, Miran, Zeleni Slovenije so v bistvu bivši vozniki z ekipe Svoboda, sam pod drugim sponzorjem, a ne, tukaj je šlo za neke interne kvalifikacije pri obeh ekipah, se dolgo ni vedelo, kdo bo vozil za koga in tako naprej. No, vozniki pa so že pripravljeni. Naj povem, da se ekipa Svobode še posebej za to dirko pripravila. Dirkalnik s kar 3 dodatnimi referendumskimi spoilerji, ki naj bi pomagali pri boljši uvrstitvi. Luči so že prižgane, čas je, da se začne borba za veliko nagrado iz Bursa. In štart silovit začetek ekipe SDS, ki se je po slovesu madžarskega sponzorja hitro postavila na noge, sploh odkar je mesto glavnega mehanika prevzel Rok Snežič. Že v prvem zavoju pričakovano je odrinila NSI, kašna smola, to ni žišče kamion, ki bo odpeljal njihov avto. Bomo videli, če ga bo tudi našel. SDS pa vodi. SDS vodi, Svoboda jim je tesno za petami in blizu tudi SLS. Ostale ekipe so nekoliko zadaj. Kaj pa je to? Dež je začel padati, dirkalnik Levice pa je še vedno na štartu, njihov šofer je nonšalantno Sevič. Kaj se dogaja, kaj je prišlo do kakšne okvare? Ne, tukaj ne gre za okvaro, ampak za dejstvo, da je njihov dirkalnik nekako poganjan na sončne celice in lahko rečem, da zaradi oblačnega vremena ne deluje. Obstaja pa možnost, da bo šel tekmovalc na vlak in se čez kakšnih 15 do 16 ur znašel na cilju. Franci, na stezi pa varnostni avto. Varnostni avto na stezi. Ne, to ni varnostni avto, Miran, to je sam njihov reklamni pano, ki gor piše varnost in pa se... No, dobro. Imamo že prvi postanek v boksih. To je ekipa Resnice, ki se je v dirko podala iz ozadja. Kaj pa je to? Ne vidi dobro, kaj se dogaja, nekakšno prerivanje. Predvidevam, da je stranka šoferju želela plačati s kartico, kar seveda ni mogoče v vseh taksih. V boksih je tudi boliti ekipe SD-ja, ki je z neznanega razloga zapeljal v zapuščeno stavbo ob cesti. Ja, Miran, ta stavba je v bistvu njihova garaža, kupili so jo pred kratkim za 7 milijonov evrov, ampak pol že ugotovili,
ugotovili, da je neprimerna za garažo. Tega seveda novijo priznali, tako kot nočejo priznati tudi kakšnih drugih stvari. Ja, zelo zanimiva Francija, ampak zdaj se bomo za nekaj trenutkov preselili na oglase, potem pa upam, da nadaljujemo z zanimivo, pošteno in razborljivo dirko. Franci, kaj pa ti pričakuješ? Nič od tega. Gremo na oglase.